odnos do narave v Sloveniji je precej razvit, morda pa ljudje ne vedo vsakokrat, kako na kakšen način vplivajo svojim življenjskim stilom na okolje. In morda v tem delu bi bilo sigurno potrebno še krepiti to ozaveščanje, se pravi, kako vsakodnevno lahko zmanjšujem lastne emisije. Bo pa seveda to potegnilo tudi določene finančne implikacije te spremembe, zato je pomembno, da se te uvajajo postopoma, da za najbolj ranljive, ekonomsko ranljive skupine prebivalstva imamo določene, bom rekel, kompenzacijske mehanizme, bodisi nekakšne štipendije ali nek sistem povračila teh stroškov za tiste, ki so v res finančni stiski. Po drugi strani moramo predvsem imeti na voljo tudi, bom rekel, bolj trajnostne alternative, ki so tudi finančno bolj dostopne. Če govorimo na primer o obnovljivih virih energije, da sami proizvajamo električno energijo po možnosti tudi za ogrevanje in je ta cenejša, kot pa recimo obstoječi daljinski sistemi ogrevanja ali kaj podobnega, je to vsekakor nekaj, kar bi morali razvijati in ponujati državljanom, zato da jim omogočimo ta prehod oziroma da jim omogočimo, bom rekel, da bodo lažje živeli bolj podnebju prijazni. Jaz mislim, da bi zares rabili eno široko kampanjo osveščanja. Mislim, da bi potrebovali podoben dialog ali pa sodelovanje, kot ga je Slovenija kot država imela ob prehodu na evro, kjer smo bili različni deležniki zelo vključeni in je bila Slovenija ena od najuspešnejših, če ne najuspešnejša država pri prehodu na evro, da smo recimo za razliko od drugih držav v Sloveniji dosegli prve pol leta celo deflacijo, ne pa inflacijo. Ampak model tega sodelovanja se mi zdi izjemno pomemben. Jaz bi naredila kar primerjavo z košarkarsko ekipo Slovenije, ki je pokazala, kaj zmore, če ekipa dela skupaj in če so vključeni vsi in vsi dajo nekaj od sebe. Ta izziv, ki je pred nami, je pa ravno to. In zdaj, kako v Sloveniji doseči, da bomo tudi ne samo nevladni sektor, strokovnjaki, potrošniška organizacija vključeni na tak način, da skupaj iščemo tiste poti, ki bodo dale rezultate. Nek razširjeni ekonomsko-socialni svet v funkciji klimatskih sprememb. To bi bil, po moje, zmagovita kombinacija. Kako jo doseči, je pa poseben izziv.